Trajnostni razvoj, okolju in ljudem prijazna mobilnost, prilagajanje podnebnim spremembam se vam morda slišano zdi kot prevečkrat ponavljane besede. V Ljubljani, zeleni prestolnici Evrope, to zagotovo niso zgolj besede, temveč sedanjost, s katero se postavljajo temelji zdravega in čistega okolja za prihodnje generacije na vseh področjih bivanja. Danes je z nami Srečko Trunkelj iz Energetike Ljubljana, ki je velika podpornica spodbujanja trajnostne mobilnosti z uporabo zemeljskega plina kot okolju prijaznega goriva za vozila. Gospod Trunkelj, kakšno je danes zavedanje o podnebnih spremembah v povezavi s prometom? Zavedanje o podnebnih spremembah v povezavi s prometom je pravzaprav na zelo visoki ravni. Žal se vsi tovrstni dobri nameni potem končajo tudi na neki deklarativni ravni, ker se vozniki, lastniki motornih vozil še vedno pravzaprav pri odločanju o tem, kako bojo organizirali svojo osebno mobilnost, odločajo na ekonomiki vožnje, stroških povezanih z lastništvom motornih vozil in pravzaprav na popolnoma zadnjem mestu so tisti ekološki standardi, na katere tako deklarativno prisegajo v prvi fazi tega svojega odločanja. Kateri so trenutno ključni izzivi prometne politike v prestolnici in pa kakšne priložnosti se ponujajo ob tem, ki jih seveda velja izkoristiti? Ključni izzivi prometne politike v prestolnici so predvsem temeljijo na tem, da se zmanjša uporaba osebnih vozil v prometu po prestolnici. Tukaj je treba predvsem gledati na to, da se v čim večji meri uporabljajo javna prevozna sredstva in pa v bistvu, da se začne uveljavljati osebna mobilnost, ki ne temelji na uporabi motornih vozil. Seveda je težko v tej fazi reči, da bomo enostavno prepovedali uporabo motornih vozil v prestolnici. Veliko lažje je v tej fazi zdaj, v tem prehodnem obdobju, začeti z uporabo nekih motornih vozil, ki uporabljajo kot gorivo neke energente, ki povzročajo bistveno manjše vplivanje na okolje kot pa obstoječi tekoči naftni derivati. Nam lahko mogoče podrobneje predstavite recimo vozila na stisnjen zemeljski plin? Kakšne so njegove prednosti, predvsem okoljske? Vozila na stisnjen zemeljski plin so ena zelo dobra alternativa obstoječi mobilnosti ali pa obstoječim vozilom na tekoče naftne derivate. Ne samo na nivoju neke okoljske vplivanja na okolje, ampak predvsem na tistem nivoju, kjer so lastniki motornih vozil najbolj občutljivi, na osnovi česar se najbolj odločajo o tem, kakšno gorivo in kakšno vozilo bodo uporabljali. Tukaj gre za to, da pravzaprav vozilo na stisnjen zemeljski plin je cenovno dostopno. To je vozilo, ki uporablja enako tehnologijo, kot pa jo uporabljajo vozila na tekoče naftne derivate. Razlika do recimo vozila na stisnjen zemeljski plin je mogoče v škodo tega vozila za 5 do 10% pri višji ceni, odvisno seveda od samega proizvajalca. Druga prednost je cena goriva. Vi z vozilom na stisnjen zemeljski plin pri recimo povprečnem uporabniku v Republiki Sloveniji, ki prevozi 15.000 km na leto, imate strošek z zemeljskim plinom 650 €, če vi vozite vozilo z pogonom na dizel je to 1000 €, če vozite na bencin je to 1300 €, če vozite v tekočine naftni plin je to 850 €. Se pravi, to so tisti ključni elementi, na osnovi katerih se tudi ljudje odločajo o tem, kakšno vozilo bojo kupili in s kakšnim vozilom se bojo potem tudi vozili. In v tem primeru se izkaže, da je vozilo na stisnjen zemeljski plin ekonomsko upravičeno, kadar se uporabniki ali pa lastniki vozil odločajo o tem, kakšno vozilo oziroma kakšno gorivo bojo uporabljali za svojo lastno osebno mobilnost. Ekološko gledano je vozilo na stisnjen zemeljski plin bistveno bolj okoljsko prijazno kot vozila na tekoče naftne derivate. Imamo nižji izpust CO2, nimamo praktično nobenih trdih delcev, nimamo nobenih ostalih
škodljivih primesi v teh produktih zgorevanja. Glavna produkta zgorevanja pri uporabi zemeljskega plina sta ogljikov dioksid in pa vodna para. Kje se trenutno nahajamo? Trenutno smo na največji polnilnici stisnjenega zemeljskega plina v Ljubljani, in to je na cesti Ljubljanske brigade. To je polnilnica, ki je v osnovi namenjena za polnjenje vozil ljubljanskega potniškega prometa, Snage in pa vseh vozil, ki v Ljubljani uporabljajo stisnjen zemeljski plin. Kako pa je s temi polnilnicami, koliko jih imamo pri nas? V Ljubljani imamo še eno polnilnico na Park and Ridu na Dolgem mostu. V gradnji je polnilnica na Letališki cesti in pa v naslednjem letu bomo postavili še eno polnilnico na Park and Ridu v Stanežičah. Istočasno s tema dvema polnilnicama v Ljubljani obratujeta tudi dve v Sloveniji, ena je na Jesenicah, druga je v Mariboru. V letu 2020 načrtujemo še postavitev dodatne polnilnice v občini Grosuplje. Kaj pa tovorna vozila? Za tovorna vozila smo mi v letu 2017, v decembru 2017, postavili polnilnico utekočinjenega zemeljskega plina. Namreč pri tovornih vozilih je energijska koncentracija na enoto volumna pri CNG-ju prenizka, zato se uporablja predvsem utekočinjen zemeljski plin. To pomeni, da bomo s tem utekočinjenim zemeljskim plinom oskrbovali predvsem tovorni tranzitni promet na relaciji Barcelona-Kijevo. Mi smo s to svojo polnilnico del tega mediteranskega koridorja, kjer imamo polnilnice v Barceloni, potem na špansko-francoski meji, potem polnilnica je v Marseju, v Torinu, v Benetkah in Slovenija je zadnja na tej LNG poti od Barcelone do Kijeva, kjer je možno polniti utekočinjen zemeljski plin. No, danes smo tukaj opazili nad nami tudi drone. Zakaj pravzaprav gre? Droni, to je en del našega sistema, oziroma en del našega katastra. Mi smo drone kupili z namenom, da pravzaprav razširimo ponudbo na območju geodetskih storitev našega katastra. S temi droni mi smo v začetku nameravali predvsem posnemati teren. Želeli smo imeti neke ortofoto posnetke, s katerimi bi lahko potem delali neke osnove za naše projektiranje. V nadaljevanju se je pokazalo, da je to s tem, ko mi delamo te posnetke, lahko te posnetke obdelujemo, izračunavamo različne volumne, izračunavamo izkope, nasipe, mi lahko s temi posnetki delamo vse tisto, kar pravzaprav z normalnimi geodetskimi postopki ni možno. No. Ena od bistvenih prednosti tega je tudi pravzaprav ta termografija. Mi na drone lahko namestimo termokamere, s tem nadziramo naše vročevodno omrežje. Istočasno pa mi to termografijo uporabljamo tudi v sodelovanju z Gasilsko brigado Ljubljana pri obvladovanju požarov in žarišč požarov. Z oddelkom za zaščito in reševanje Mestne občine Ljubljana trenutno s temi droni sodelujemo pri izdelavi poplavnih kart Mestne občine Ljubljana. Skratka, ti droni so zelo uporabni pri vseh tistih operacijah, kjer potrebujemo neko ptičjo perspektivo na stanje na terenu.